Naj vam se predstavimo, mi smo kvintet, polke in valčke igramo vse dni. Saj skupaj smo dobri že 30 let, upravno zapojemo si. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dragi prijatelji, ljubitelji glasbe, lepo pozdravljeni in dobrodošli na praznovanju 30-letnice kvinteta Dori. Trideset let od prvih vaj, prvih prigod, prvih nastopov, prvih aplavzov in dodatkov. 30 let skladb, ki so postale del našega življenja, marsikaterega veselja in praznovanja. Od prvih začetkov povezanih z župnikom Dorijem, po katerem nosijo ime, do uspehov na festivalih doma in v tujini. Od prvih kaset do videospotov, od kulturnih domov do največjih odrov, od mladih fantov, polnih energije, do osivelih zrelih glasbenikov, se pričujem, ki imajo jasno idejo, kako ustvarjati narodno zabavno glasbo. In kar je najlepše, celotno pot so prehodili skupaj. 3 bratje, 2 prijatelja, 1 ekipa in zgodba, ki traja že 3 desetletja. Spoštovane dame in cenjeni gospodje, močen aplavz za ansambel Dori, slavence nocojšnjega večera! Tu sem doma, tu kjer je vedno veselo, tu
moža, sem žlahne krvi. Tu sem doma, tu kjer se vedno je bilo. Pesem slovensko, ki nam ponos prebudi. Jaz vem, kje imam korenine, jaz vem, kje srce imam. Saj sem zakleni spomine, nikomu ni da jih ne dam. Najlepša je pesem domača, ki daleč v čas nazaj. Na luči spomina me vrača, zapojmo jo kako pedal. Tu sem doma, tu kjer je vedno veselo. Tukaj odrasem moža, sem žlahne krvi. Tu sem doma, tu kjer se vedno je bilo. Pesem slovensko, ki nam ponos prebudi. Jaz vem, kje ima korenine, jaz vem, kje srce imam. Saj vase zakleni spomine, nikomu ni da jih ne dam. Najlepša je pesem domača, ki daleč v čas nazaj. Na luči spomina me vrača, zapojmo jo kako pedal. Vedno je bilo pesem slovensko, ki nam ponos prebudi. Pesem slovensko, ki nam ponos prebudi. Dragi naši, spoštovani, cenjeni dame in gospodje, vsi zbrani, prav je, da kakšno besedo prav posebno namenimo Dori in nocoj tudi vam, ki ste prišli v Kulturni center Laško. Tukaj se kmetje Dori dobro počutimo in normalno je, zato tudi zdaj smo zapeli Tu sem doma in to smo res iskreno mislili. Želimo vam, da se z nami nocoj tukaj le počutite dobro in da nekako se prevostimo v toku vsega tistega, kar nas povezuje. Seveda pa bomo kakšno glasbeno sporočilo zapakirali tudi v naši glasbi in jo tudi širše raztrosili, saj namreč našo glasbeno oziroma naš dogodek bodo imeli priložnost slišati tudi poslušalci Radia Slovenija, ki bo v sklopu oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov tudi lahko slišan. Zato enak, topel, prijeten, prisrčen pozdrav namenjamo tudi njim. Hvala lepa. Vodo pil in
popelje z njim, ko se šitke, da ga spet ne izgubim. Dobrim se popelje z njim, ko se šitke, da ga spet ne izgubim. Sredi slemena naš domek stoji, zraven še 3 domačije. Bila se cesta v soncu blesti, vaji domove se mi. Vračam se moje prelepe grobnice, kjer sem odkril prve skrivnostne stezice. Vračam se tja po otroške spomine, tisoče sanj, tam mi odkrije vsak dan. Dobri ljudje, vsi ko so dragi mi pisem, struna v vetru je moje srce, pesem največja ljubezen. Zmeraj prepevam bom svojim ljudem, le na grobnicah sem srečen. Naj bo pomlad, naj samotna jesen, pesem prežene gori. Moje prelepe grobnice, kjer sem odkril prve skrivnostne stezice. Vračam se tja po otroške spomine, tisoče sanj, tam mi odkrije vsak dan. Tisoče sanj, tam mi odkrije vsak dan. Hvala lepa za aplavz. Smo rekli, da bomo vsak kaj rekli, s tem, da so rekli Marko, Boris in Boštjan, da ne bojo govorili. Ampak seveda vas res luščen je takole v prijetni dvorani. Jaz mislim, da upam, da vam je dosti toplo. In zdaj vas pozdravljamo z tako malo bolj novejšo pesmijo,
ki je tekst napisal moj brat. To je ta mlajši, zgleda, da ima dosti cajta, da je tole lahko skupaj spravil. Je pa napisal, sem Primož z Brodnic. Najboljš, da je kar zašpilamo, da boste vedeli, za kaj se gre. Sem Primož z Brodnic, vam rad povem kak vic. Še nas nasmeje, ko razlaga, kaj se delaš nic. Z glasbo živim in klarinet učim, pa na kmetiji skozi hitim, da delo vse naredim. Ej, Primož, povej, na več po zgodbi tej, ko senci si želel svetiti vali klarinet. Mi krava je ušla, k sosed potavala, so vsi po vrst nadirali, me videli pridige. Na veselici plesal si z najlepšo od deklet. So fantje me lovil in skor domov spodil. Še dobro, da sem z vami bil, na odru sem se skril. Oj, laški žigot spi, kaj teb so se zgodi. Kaj naj, če jezik moje misli včasih prehiti. Le kaj bi druga bil, če bi ti se prej rodil. Jaz prvo knjigo bi napisal, pridigar bi bil. Hvala, moramo povedati, tudi naslednja pesem je pa napisal moj brat, ampak ker je tudi takrat se je zaljubil na Gorenjsko, tako je napisal pesem in ta ljubezen še danes drži, ampak bi pa tole pesem mi danes poklonili našemu uredniku Tomažu Gučeku, ko je tam v kombiju, ker imamo pa posebna vez, nas to veže, kajti mi smo njemu, to je bila prva ohcet, ko smo mu zaigrali, tako da v bistvu naša prva ohcet je bila prav Tomažu Gučku in takrat mislim, da je bila ta audicija. In Tomaž je rekel, da še danes drži, ne zaradi njega, ampak ker je žena potrpežljiva. Kaj boš videl, ne samiva, pojdi fant moj, pod dekleta, tišek vsak si gnezdo spleta. Sredi si ga poleti, a ne zbiraj o lepoti, vitkem stasu, lepi doti, ne zvestobi naproti, bodi najljubezni Bog. Jaz pa nisem več sam, svojo ljubco imam zdaj živeti, brez nje več ne znam. Ljubim in ljubljen sem, pa še to vam povem, da zdaj po nebesno grem.
Zavšajo dekline na zakoru kotri, da domači pjevi zaškripajo zobmi. Zadnjič veselica v Laškem je bila, moška lepotica je z mano plesačila. Moji muzikantje grdo so gledali, a domači pjevi so stiskali pesti. O Marija, zgubil sem klarinet, koga sem jo bral, ker je nastal kraval. Kak gre vežiščem zdaj klarinet, saj dokler je fantokaj, ne upam si nazaj. O Marija, zgubil je klarinet, Marko z nami igral, pa meni bil škandal. Fantje, čujte, dajte na klarinet, saj za vas igrani bi, dokler se ne zdravi. Čisto pridem na odru, ne igram, vaše lepotice ne vzameš, sploh si tam. Moji muzikantje me strogo pazijo, pravijo, da špilo za znojski dosti bo. O Marija, zgubil sem klarinet, koga sem jo bral, ker je nastal kraval. Kak gre vežiščem za klarinet, saj dokler je fantokaj, ne upam si nazaj. O Marija, zgubil je klarinet, Marko z nami igral, pa meni bil škandal. Fantje, čujte, dajte na klarinet, saj za vas igrani bi, dokler se ne zdravi. Fantje, čujte, dajte na klarinet, saj za vas igrani bi, dokler se ne zdravi. Ojej. Mati, ki me je rodila, je odšla neznano kam. Samega me je pustila in očeta ne poznam. Rasel sem kot divja roža, vedno žalosten in sam. Iz srca pa mrile pesmi so mi noč in dan. Ne preštevam ur med dnevom, vedno prazen žep imam. Kličejo ljudi za mano, daj zašpilaj nam cigan. Večni bom ostal popotnik, siva cesta moj je dom. Moja ljubica kitara, z njo v rokah umrl bom.
preštevamo med dnevom, vedno krasen žep imam. Kričejo ljudi za mano, daj zašpilaj nam cigan. Večni bom ostal popotnik, siva cesta moj je dom. Moja ljubica kitara, z njo v rokah umrl bom. Večni bom ostal popotnik, siva cesta moj je dom. Moja ljubica kitara, z njo v rokah umrl bom. Moja ljubica kitara, z njo v rokah umrl bom. Veseli nas, da se današnji koncert odvija v sodelovanju z Radiem Slovenija. Izbrane melodije boste lahko v bližnji prihodnosti slišali v najstarejši glasbeni oddaji tega radia, četrtkovem večeru domačih pismi in napevov na Prvem. Kvintet Dori je narodno-zabavni ansambel, katerega začetki segajo v leto 1995. Svojevrstna zanimivost nastanka kvinteta je povezana z župnikom Izidorjem Pečovnikom Dorijem, ki jih je vzpodbujal in podpiral, da so se povezali med seboj in ustanovili ansambel. Od takrat pa do danes je kvintet Dori utrdil svoje ime in postal prepoznaven s svojim glasbenim stilom. Kvintet Dori sestavljajo trije Razborškovi, Boris, Primož in Marko, Anti Gubenšek in Boštjan Per. Svojo ustvarjalnost so zapisali v 10 albumih in v dokumentarnem filmu Slovenija med zvezdami. Kvintet Dori je skozi 3 desetletja svojega delovanja tesno povezan tudi z občino Laško. Njihove skladbe in ustvarjalnost že vrsto let ponosno predstavljajo ime Laškega med Slovenci doma in po svetu. Svojo predanostjo, prepoznavnim slogom in iskrenim odnosom do občinstva so člani kvinteta pomembni ambasadorji občine. Ob letošnjem prazniku, njihove 30-letnice, jim občina Laško z velikim spoštovanjem podeljuje bronasto jubilejno listino. Zato na oder vabim župana občine Laško, gospod Marko Šantej, prosim. Dragi Dori, dragi glasbeni prijatelji, iskreno vam čestitam ob 30-letnici vašega delovanja, vašega ustvarjanja, ob 30-letnici iskrenosti in srčnosti, ki jo puščate v naši slovenski glasbi. Druga današnja skladba je imela besedilo Tu sem doma. In jaz lahko v svojem imenu rečem, da sem iskreno vesel in ponosen, da ste tu doma. In glede na polno in razprodano dvorano, mislim, da še zdaleč nisem edini. Želim vam, da bi vsi skupaj z nami ustvarjali še veliko prijetnih skupnih glasbenih trenutkov. Iskrene čestitke in iskrena hvala.
Hvala lepa gospodu županu. Kvintet Dori ni le ansambel, ampak je tudi, kot smo že omenili, glasbeni ambasador, ki si je s svojim petjem in igranjem pridobil pozornost tako doma kot v tujini. Harmonija in predanost sta osvojila srca poslušalcev po celem svetu, na njihovo virtuoznost so pozorni celo svetovni voditelji, ki bodo v nadaljevanju delili svoje misli in čestitke. Gospe in gospodje, poglejmo si izjave, ki so odraz vpliva in prepoznavnosti, ki jo je Kvintet Dori dosegel v 30 letih svojega ustvarjanja. Prosim za posnetek. Takole bom povedal, music first and only music first. Zdaj, ko sem spet predsednik, bomo po prvem prazniku v White House povabil Kvintet Dori, ker Melania jih najraje posluša, kako dobrega ansambla, kot je Kvintet Dori, v USA nikjer ni. Ga ni. Dori, 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 Dori. Šindada korijo, Kvintet Dori je res najboljši ansambl, ki bi čestital tudi vsem njihovim družinam, ki podpirajo ansambl in skupaj so močnejši kot vojska Severne Koreje, hogodogodo, ki bi povabil Kvintet Dori v Pjongjang, da nazdravimo na 30 let delovanja in si želi, da Kvintet Dori poleti v naslednjih 30 letih močno in visoko kot jedrska raketa. Jona podkivano kiškum havaš. Kvintet Dori, najboljši ansambel, ko je Orban prvič slišal skladbo Krava mu je ušla, se je odločil uvesti nov zakon, zakon o obveznem poslušanju Kvinteta Dori v vsaki mađarski družini. Zato Orban bi povabil Primoža, Markota, Borisa, Boštjana in Antija na Mađarsko, da upojejo mađarski narod, da bomo vsi peli uglašeno, tako kot Orban bi želel. Kvintet Dori zelo dobro poznam. Definitivno je to najboljši ansambl na svetu. Zato smo se v mestni občini Ljubljana odločili, da leto za Silvestrovo, na Kongresnem trgu ne bo nastopala Daniela, ne bo nastopala tudi Severina in tudi Peter Grašo, ampak bo nastopil Kvintet Dori. To bo res nekaj čudovitega. Tako da jaz Dorijo želim res vse, da je boljše, pa da bojo delovali vsaj še tako dolgo, kolikor je dolg, vsaj kalesijski kanal Sedič, in da bojo imeli še vsako leto več hitov pa špilov, vsaj toliko približen, pa kako bi že rekel, pa Pišuka, kakor je jutri na Ljubljanskem barju, in jaz jim želim, kot župan, da res vse, da je boljše, pa koliko že prezdujejo, pa vse, kakor delajo dobro voljo, bo deloval še 50 000 let. To se je bila goščila velikih svetovnih voditeljev, gospe in gospodje. Naj povem, da sem vse zelo težko dobil. Edino Trump se je javil prostovoljno. Dame in gospodje, Kvintet Dori! Če niso iskrene, ostane bo svet romantike.
ljubezen se gleda z očmi, čeprav spregledajo rad, brezmejno globino napornih pasti, ker so morda pregrade. Srce je tisto, kar šteje, srca se prevara ne da, ko pride ta prava utripa hitreje, izskoči do neba. Srce je tisto, kar šteje, in ko se naenkrat odpre, rojiva za čustva najlepše ideje in novo upanje. Ljubezen najlepši strah, če v srcu je iskrena, če je nekoga poslana v dan, prižge se iskra njena. Srce je tisto, kar šteje, srca se prevara ne da, ko pride ta prava utripa hitreje, izskoči do neba. Srce je tisto, kar šteje, in ko se naenkrat odpre, rojiva za čustva najlepše ideje in novo upanje. Srce je tisto, kar šteje, in ko se naenkrat odpre, rojiva za čustva najlepše ideje in novo upanje. In novo upanje. Na delo dolgčas me je povabil, nisem videl, pa sem se takoj zajetil, majhno sem špacil, ker sem jo mahnil prav počas čez hribe in doline. Za vsak grma videl sem kot stare rupotije, za vsak grma videl je kot stare rupotije. Na delo dolgčas me je povabil, nisem videl, pa sem se vsekel na kolo in stekel koliko uspel, ker sem se vozil prav počas čez hribe in doline. Vsak most tam videl sem, kako tam voda grije, vsak most tam videl je, kako tam voda grije. Lepa je dežela tam, cel svet je tam, ker nima, pa še boš lahko pa ta naša domovina.
genima, pa še boljš lahko pa ta naša domovina. Pa še boljš lahko pa ta naša domovina. Ena prvih skladb, ki jo je Oto Pestner napisal za nas, Kvintet Dori, je bila tista Naj poje ti moja trobenta. Morda niste vedeli, da je od tega že preteklo 27 let in da smo to pesem velikokrat zapeli našim mamam, ki so skozi bdele nad nami in tudi kdaj pa kdaj molile, da bi se srečno vrnili iz kakšnega glasbenega potovanja. Zato je morda tudi na mestu, da kakšno melodijo namenimo njim, mamam. Morda pa bi nocoj, uradno čisto prvič, eno skladbo namenili mamam naših otrok. Torej, mamam naših otrok, našim ženam. In ne bomo tisto, da bomo bolj potiho, naj pojeti moja trobenta, ampak cvet je v poletju, in moramo se zahvaliti tako Špeli, Maji, Jani, Karli in pa Urši, kateri moramo pa pravzaprav danes še čestitati za rojstni dan, ki ga je včeraj praznovali. Hvala lepa. Svojo zgodbo ima, nosijo v srca, že streže si v njej naprej, povej in svet bo lepši. Naj vam zaupajo, ker lepa se vesti. Njej zvedla, ki skupaj srečo se našla. Saj še
pečat občine Laško bomo podelili nocoj. Izidor Pečovnik Dori je ena najbolj prepoznavnih osebnosti slovenske duhovne, kulturne in izseljenske skupnosti. Njegova življenjska pot je tesno prepletena tudi z občino Laško, kjer je pustil pomemben pečat tako v župnijskem kot v širšem družbenem prostoru ter kot duhovnik prispeval ugledu občine doma in v tujini. Dori je duhovnik, povezovalec, župnik, sopotnik v dobrem in slabem, predvsem pa človek, ki zna v ljudeh prebuditi tisto najboljše. V župniji Šentrupert nad Laškim je svojo energijo ustvaril številne nepozabne trenutke. Cerkev je v tistih letih postala prostor druženja, poguma, kulture in celo drznosti. Laškemu je ostal blizu tudi potem, ko ga je pot vodila drugam. Večkrat se je vračal nazaj med prijatelje, s katerimi je ustvaril trdne vezi. Ko je praznoval svoj veliki osebni jubilej 70 let, je bilo praznovanje simbolno postavljeno prav v objem občine. To je dokaz, da Laško v njegovem srcu zaseda posebno mesto in da tudi on v našem. V Berlinu in Münchnu je postal eden najpomembnejših ambasadorjev slovenskosti v tujini. Za svoje delo je prejel častni znak Svobode Republike Slovenije, eno najvišjih državnih priznanj. Gospod Izidor Pečovnik Dori je človek, ki je s svojo toplino in ustvarjalnostjo pustil pečat v naših krajih in je človek, ki ime Laškega s ponosom predstavlja med Slovenci doma in drugod po svetu. Zato naj bo priznanje, ki ga podeljujemo nocoj, izraz spoštovanja, zahvale in ponosa. Gospe in gospodje, pečat občine Laško prejme gospod Izidor Pečovnik Dori, priznanje bo podelil župan občine Laško Marko Šantej. Prosim. Kvintet Dori se tako ne ponašale s tem, da so ambasadori narodno-zabavne glasbe, ampak tudi s tem, da predstavljajo most, preko katerega se lahko svetovni zvezdniki, estradniki in športniki izrazijo, sprostijo in najdejo motivacijo. V nadaljevanju bomo prisluhnili izjavam nekaterih najvišjih športnih šampionov in estradnikov, ki jim je Kvintet Dori vir inspiracije in navdiha. Njihove misli so dokaz, kako globoko lahko glasba vpliva na kariero in življenje posameznika. Da, gospe in gospodje, umetnost, zabavna glasba in šport so bili od nekdaj povezani bolj kot silissimo. Prosim za videoposnetek. People always ask me, what is the secret of my success? Where did I get the inspiration for Conan the Barbarian and the Terminator? Where did I get all these muscles and power? I have always listened to the baritone of Boštjan Per. Boštjan is incredibly powerful man. Yeah. He's my inspiration. Thank you, Boštjan Per. As a sign of gratitude, I will shoot a new movie for you, and it's not going to be called The Terminator, but Boštjan Perminator. Thank you very much again, and I'll be back. Bistvo narodno-zabavne glasbe je poznal že René Descartes, ki je dejal cogito ergo sum, mislim, torej sem. In tukaj daleč najboljše razmišljajo člani Kvinteta Dori, ker boljših ni, enostavno jih ni. Oni se zavedajo, kako drobna skupina posameznikov lahko ustvari harmonijo. Resno igranje v ansamblu, sploh s tako imenitnim imenom Dori, nam pokaže, kako lahko združimo različne identitete v enotnost.
In ko enkrat zaslišimo igranje in petje kvinteta Dori, nas od odlične glasbe enostavno zabrise dol po tleh. Ma jaz sem fantom zmer govoril, ki mi niso dobro igrali kot ekipa, pa mi niso bili uigrani. Fantje, pejte na vaje kvintetu Dori, ko oni vejo, kako sodelovati, da ekipa zveni tako, kot je treba, in to so ekipa, ki so bolj uigrani kot Real Madrid pa Barcelona. In pol so mi fantje naslednji dan prišli na tekmo, igrani so čist nič boljš, sam kako so pa himno pel pred tekmo, 4-glasno so zapeli tudi himno in to je bilo pa tako lepo slišati, ker tle so mi pa solze tekle in Cime je pa enkrat med prostim strelom stal v živmu zidu in fasil žogo direkt v mednožje, je pa zatulil tako visok, da je v tistem trenutku naredil audicijo za sopran. Spoštovani, kot bivši predsednik in aktualni kralj Instagrama, bi čestital ansamblu Dori za 30 let uspešnega delovanja. Dragi Dorijevi pjebi, vi ste tisti, ki svojim petjem in igranjem osrečujete slovenski narod. Za vaš trud vas bom odlikoval z jabolkom navdiha in vsem stisnil en velik like na Instagramu, če ga imate. Bi pa poudaril, da kot bivši predsednik iščem novo službo, tako da, če me vzamete za 6. člana v ansamblu, bom zelo vesel. Naj v naslednjih 30 letih kvintet Dori postane sekstet in saj veste, kako pravijo, če Borut Pahor postane član narodno zabavnega ansambla, ansambl ne bo igral boljše, bo pa zagotovo izgledal veliko lepše. Torej, jaz bi rada povedala, da kvintet Dori zelo rada poslušam, so krasne fantje, vzorni očetje, to so tako usklajen pa intonančno glašen v ansamblu, ritmično, brezhibno, pojejo in zelo enakomerno. Edin še Mašavt zveni tako enakomerno pa lepo, kot oni zvenijo. Cvetje v poletju, to je tako lepa pesem, jaz priporočam vsem mladim parom, da poslušajo kvintet Dori, ob njihovih skladbah se mora slovenski narod razmnoževati. Človek, golu v sobne, že
Če nam življenje kakor reka teče, ko nam srce razbija, nič ne reče, takrat se človek Bogu ves obrne, želi domov, da srečno spet se vrne. Takrat se človek Bogu ves obrne, želi domov, da srečno spet se vrne. Želi domov, da srečno spet se vrne. Torej, dovolite mi, da tudi jaz spregovorim par besed. Ne bom držal pridige, tudi ne nagovorov, ampak prijateljski pozdrav prijateljem. Vesel sem, da sem član kvinteta Dori, da so izbrali moje ime in da tudi lahko kdaj pa kdaj z njimi kaj zapojem. Imam občutek, da mi je tale pesem vedno bolj na kožo pisana in da druge že ne znam več peti. Zato mi ne zameri, če to pesem tako rad pojem. Jaz sem prepričan, da se vsakega dotakne na svoj način, ni treba iti daleč od doma, pa si že notri. Tako sem tudi jaz z veseljem tukaj doma, kot je župan rekel, mojemu kvintetu, da je ponosen, da so tu doma in jaz sem tudi ponosen, da smem vsaj delček doma imeti pri vas, gospod župan Marko Šantej. Zelo sem hvaležen za priznanje. Nikoli vam ne bom pozabil, da ste tako dolgo z nami vztrajali na naši prireditvi na Brodnicah. To je nepozabno, ne samo za nas, ampak tudi za vse tiste, ki vas imajo radi. Tako, jaz sem tudi eden tistih. Poglejte, tukaj bi se rad danes zahvalil mojemu prijatelju. Jaz rečem, da je moj prijatelj. To je gospod minister Matjaž Han. Dragi minister, za nas je to izjemno velika čast, da si danes z nami. Meni osebno še toliko bolj. Vam moram povedati nekaj, ko je bil nazadnje v Münchnu na zelo pomembni konferenci, ko smo Slovenijo uvrstili v vesolje. Je imel izjemno pomemben govor in preden je govor začel, je vsem povedal, da je moj prijatelj. Je tako. Kaj da vam moram povedati, v Münchnu je veliko študentov, doktorantov, ne smem več reči študenti, bi jih užalil, in od takrat naprej, ko so bili tam, me sedaj vsi kličejo, tu je pa ministrov prijatelj. Torej sem ponosen na to, dragi minister Matjaž Han, hvala ti lepa, Dori te ima rad. Torej, še enkrat hvala za priznanje, hvala za tako lep obisk, zelo sem vesel, pa moram nekaj povedati, da nikjer v Sloveniji, v nobeni župniji nisem tako dolgo živel kot v Šentrupertu in tako rad živel kot v Šentrupertu.
zdaj pa lahko rečem amen. No, super. Zdaj pa, medtem ko gre Dori dol, bi pa jaz še eno zgodbo povedal, ker naslednja pesem je ena taka zanimiva, Jezus Kristus krava mi je ušla. Ampak zakaj je zanimiva? Vete, mi smo enkrat bili na eni veselici, je prišel en gospod do nas in rekel, a bi mi lahko zašpilali ono vašo cerkveno? Kjero cerkveno? Mi smo marijsko življenje, vse smo nabrali skupaj, ne, ono vašo. In pa je rekel, Jezus Kristus krava mi je ušla. Tako da, Dori, jaz upam, da bomo kdaj na kuru izvedli. Samo bi mogli biti gluhi poslušalci. Zdaj pa, Jezus Kristus, krava mi je ušla. Mi pa okrog tak fajn živima, nedeljo naši v vas hitima. Malo so zbrani, že si pelani, levaški zvon tišina še zadomi. Molitev naju je prevzela, živino zdravo bi imela. Vsi smo kot angeli začeli peti, najprej slišali smo na zahiti. Mi pa še vedno fajn živima, nedeljo naši v vas hitima. Malo so zbrani, že vsi perani, levaški zvon tišino še zadovi. Molitev naju je prevzela, živino zdravo bi imela. Vsi smo kot angeli začeli peti, enkrat slišali smo prav zakriti.
takole, dragi naši prijatelji, mi verjamemo namreč, da se bodo lastovke še vedno vračale. Tako kot se tudi mi želimo veliko krat vračati v tako prijetno publiko, kot je bila danes tukaj v Laškem. Veliko podpornikov vas je bilo skozi vsa leta, ki ste nas vse skozi podpirali. In v enem šopku bi lahko, oziroma moramo reči, hvala. Hvala vsem vam. Nocoj smo pravzaprav povezali našo Savinjsko regijo z Gorenjsko in zato sta zaslužila tudi Starej transport in pa Posteletronček, ki sta to omogočila. Zato tudi vsem vam hvala, tako kot našim gostiteljem, Kulturnemu centru Laško in vsem tehničnim ekipam, kaj jih je bilo več, za to izvedbo, da smo lahko nekako se slišali in bili tukaj med vami. Torej, vsem vam, pa še marsikomu, Primož, ti boš gotovo vedel, komu še se moramo kaj reči. Ja, v bistvu v imenu Kvinteta Dori bi se res rad tudi zahvalil pa tistemu človeku, veste, ko sem 4 leta, smo imela eno sobo. 4 leta, vsak dan druge zgodbe, dobro, da jih ne veste in jih nikoli ne boste vedeli. To ni mogoče, ampak zanimivo je bilo to, veste, ker jaz sem bil pred njemu v tisti sobi in ko sem nekako bil pri eni gospej, ko sem takrat prosil, če bi jaz lahko, to je bila gospa Vilma. Siko, gospa Vilma, meni je bil dolg cajt v Brežicah, no to se je zdaj dogajalo v Brežicah in res je bil tak dolg cajt, čist sam sem bil tam in Tilen Artač, Ata, vsak dan, ja, lahko zaproškate, to je on. In ko sem jaz videl, kako njegov Ata vsak dan Tilena v Zagreb pripelje, sem rekel, Tilen, pa to je brez veze, ti lahko z menoj potuješ, sem jaz tam z gospod, zmenil sem celo hišo, sam sem noter, lahko tam pri meni, mislim, dosti mama prostora, jaz moj gospod Vilmo je bila pa taka zelo stroga, vete, zelo stroga. Bila je zelo virska, to sem vedel tako, da jaz sem mogel samo povedati, da pretrkava, da ga vsako nedeljo hmaš, ker točno sem vedel, kam moram pritiskati, ne, čeprav nisem vedel, vse to sem naložil. Ampak, ko jaz vse razložim, sem rekel, gospa Vilma, a bi vi imela proti, če bi jaz imel enega prijatelja, sošolca, da bi bila skupaj dole v sobi. Ona, Primož, pa meni, da ja nisi homoseksualec. To nisem nikoli, ampak pa sem rekel, ne, Vilma, ne se bač, vse je v redu in tako sem seveda Tilena dobil, pa smo imeli veliko dogodivščin, ena je bila tudi ta, ko je ona prišla z vrta, Tilen se je pa glih tuširal, ni imela pa ključa v ključavnici na WC-ju, v bistvu, tam, ko smo se tuširali, ne, Tilen se tuširal, Vilma se je šla pa do roke uprat. Pride noter, Josas Marija, reka, neč nisem videla. Res, tam smo se tako narežali in pa, ko smo bili za mizo, sem jaz tako odrekel, sem rekel, Vilma, dajte mi povedati, a ima valizga. To je bilo res veliko smeha, tako da Tilen Artač, res skupaj smo veliko preživela, skupaj rasla, on je en tak podpornik, jaz sem ga pred parimi dnevi poklical, sem rekel, Tilen, bi nam naredil, da nas malo razbremeniš vsega, z veseljem je prišel za vas, za nas, Tilen, hvala in tole, Marko, tole imaš dobrotena. Jaz upam, se da bo Tilen zelo popravil, ampak jaz mislim, Tilen, da si bil tudi Prešernov nagrajenec, imam to prav. Ježkov. A Ježkov, no dobro, Ježkov nagrajenec, tudi za to zasluži aplavz. Zelo velik, ja. On je res velik umetnik na vseh področjih, odličen čelist, pa da ne bom predolgi, zdaj bom njegov citat od tistega praznika, v bistvu od njegove nagrade, ki je tam tudi povedal, ga bom zdaj izrazil. Skratka, ker tudi moramo dati zahvalo tistim ta glavnim. To so naši starši. Tako da zdaj od Antija so nas danes gledali od vzgori. In jaz upam, da sta uživala, da sta ponosna na svojega sina, sigurno. Sveda, ostali so pa tu noter in jaz bom rekel, ati in mami, hvala vam, da ste tisti večer naredili vse tisto potrebno, da smo mi lahko dole špilali.
Tako, spoštovane in spoštovani, hvala lepa tudi v mojem imenu. Hvala lepa seveda vam, draga publika, ki že 30 let z aplavzi oziroma s temi melodijami nagrajujete nas. Mi vam obljubimo, da vam bomo še v naslednjih 30 letih igrali, vas zabavali in imeli na odru tako energijo, kot smo imeli prvi dan. Lepo se imejte, lep večer še naprej in srečno, še zadnja skladba, Kvintet Dore, dame in gospodje. Dan za dnem med ljudmi, tu nekaj hudega se zgodi. Naj povem, ni izjem, vsakega kaj doleti. Pride čas, ko obraz kaže, da ti je zelo hudo. In da tliš, se bojiš, da bo zavedno tako. Življenju se hitro vse obrne, veselje tja se vrne, kjer solze tekle strom. Karkoli že je, ti ne obupaj, verjemi in zaupaj, da še ti bo lepo. Karkoli že je, ti ne obupaj, verjemi in zaupaj, da še ti bo lepo. Dan za dnem, dobro vem, eni zavedno odhajajo, vsaka pot se konča, treba je vzeti slovo. Pride čas za vse nas, ko le spomini ostajajo. Ko boli, saj se zdi, da nekaj minut še bo. Življenju se hitro vse obrne, veselje tja se vrne, kjer solze tekle strom. Karkoli že je, ti ne obupaj, verjemi in zaupaj, da še ti bo lepo. Karkoli že je, ti ne obupaj, verjemi in zaupaj, da še ti bo lepo. Dan za dnem, dobro vem, eni zavedno odhajajo, vsaka pot se konča, treba je vzeti slovo. Pride čas za vse nas, ko le spomini ostajajo. Ko boli, saj se zdi, da nekaj minut še bo. Življenju se hitro vse obrne, veselje tja se vrne, kjer solze tekle strom. Karkoli že je, ti ne obupaj, verjemi in zaupaj, da še ti bo lepo.
To bomo zdaj posebej, zdaj za vas, če ste že izvali. Sicer nismo imeli drug program, ampak zdaj smo se na hit zmenili, ker je danes Dori tu. To je prvič, ker on je naš pastir. In zdaj se bomo za vse njihovo poslovili, ne boste hudi, ne? Če bomo zašpilali pastirčka, ker, a veste, za pastirčka imam edini jaz licenco v Sloveniji, ker sem končal sem kmetijsko šolo, pa še akademijo za glasbo.